Tako kot skrben gospodar, ki pripravi oporo mladim sadikam v svojem sadovnjaku in njihovo rast usmerja navzgor, tudi Nogometna zveza Slovenije, rečeno v prispodobi, skrbi za svoj podrastek za mnoge sadike, ki so pognale na nogometnem polju. Tu so še vse enake, težko je reči, katere bodo šle v cvetove, če si še malce sposodimo prispodobo, so pa vsem in vsaki posebej ponujene možnosti, da se razrastejo. Strokovno delo in prenašanje znanja vse smeri je temelj uspeha na vseh področjih. Neumen kmet nima več najdebelejšega krompirja, sadovnjak prepuščen sam sebi bo slabo obrodil. In tudi iz tega zornega kota je moč iskati vzporednice z regijskimi centri, v katerih je Nogometna zveza Slovenije zastavila projekt nogometnega odraščanja pod strokovnim vodstvom in z jasno strategijo. Mi smo v zadnjih letih samo naredili neko novo obleko, če se lahko tako izrazimo, in postavili program na strokovno bistveno višji nivo. Dosti nas je profesionalcev, ki se ukvarjamo po različnih koncih Slovenije in tudi mislim, da v bodoče bomo tudi s tem projektom pomagali klubom. Poskušamo vključevati čim večje število trenerjev iz MNZ-jev, da bi se te strokovne vsebine potem širile tudi naprej po MNZ-jih in seveda naprej v klube. Ob tokratnem festivalu regijskih centrov bomo še potegnili vzporednice z zgodbo iz uvoda in rekli, da so nekatere regije bolj plodne. V Prekmurju imamo kar velik interes za nogomet, to se tudi kaže v številu igralcev, tudi po številu nogometašev na prebivalce, mislim, da smo v samem vrhu, če ne že v Evropi, pa vsaj v Sloveniji. In tudi to je eden od povodov za nove in nove nadebudneže, ki prihajajo na zelenice. Videl sem dosti igralcev, ki so zelo popularni, pa sem začel igrati. Za rojstni dan sem dobil darilo, ko lahko grem, pa sem se odločil za nogomet. Že od majhnega mi je bilo ful všeč to brcati in potem mami rekla, da ko bom šla v šolo, da bom začela. In potem nisem upala in sva šle prvi šolski dan. Všeč mi je zato, ker je timski šport, pa rad se ukvarjam športom, pa rad veliko tekam. Je več igralcev na igrišču, pa je zanimivo, ker se hitro žoga potuje, pa skoki z glavo. Ti športi so mi všeč, ampak fuzbal mi je tako bolj posebno. Ni toliko ženskega nogometa, pa pol mi je bolj zanimivo. Morda se bo kakšen cvet, če nadaljujemo v slogu, odprl tudi zaradi takšnih dnevov. Za večino otrok je to prvič, da se srečujejo s tako nogometno infrastrukturo, kot jo imamo tle. Veliko je ljudi, lepo je ful vreme, tudi igrišče je ful lepo urejeno. Fajn je. Predvsem zato, ker je to dan namenjen druženju, zabavi in veselju z nogometno žogo. Tekmovalnost pride na vrsto pozneje. Rezultati se ne štejejo, zadetkov ne štejemo, strelcev ne beležimo, otroci samo igrajo, se družijo in to je edini in osnovni namen. Tu se še ne šteje rezultata, zato pa imamo gor starše, ki to štejejo, imamo uprave, ki to štejejo in ko bomo šele njih prepričali, da bojo nehali šteti, da jih bojo pustili samo, da se igrajo, da uživajo v nogometu, takrat bomo šele zmagali. Seveda pa bo prej ali slej, da še zaokrožimo zgodbo, vendar je nastopil tudi trenutek, ko se bodo najmočnejše sadike iz množice pognale više proti soncu oziroma proti soju žarometov. Spomin na tovrstne festivalske dogodke bo seveda takrat še bolj dragocen.